Iz Krke pa se nam javlja naš posebni dopisnik, poročevalec s terena, Matjaž Javšnik. Pozdravljen, Matjaž. Kaj dogaja? Čau, Jonas. Čau. Živijo, kaj dogaja? Kakšna je situacija pri vas? Ja, kot posod, ne, uresničile so se mokre sanje kapitalizma. Dovoljeno nam je, da gremo samo zaradi omejitve gibanja recimo do lekarne, zato da smo zdravi in da lahko delamo. Dovoljeno nam je iti na delo, nekaterim, ne, da zaslužijo denar, in potem še v trgovino, da lahko ta denar trošimo. Cerkev kot zadnje upanje so nam pa zaprli. Poslušaj, a je občina, v kateri občini se nahajaš? Ivančna Gorica. A je občina Ivančna Gorica dovolj velika za tvoje sprehode? Ja, v bistvu mi imamo dosti veliko srečo, da živimo v gozdu in smo že odprej bili bolj v osami kot ne, tako da se nam ni bilo težko pripraviti na te hude čase. Je pa, smo resno vzeli to izolacijo, ne? Recimo predvsem moja žena, ki me je poslala v globoko izolacijo, zvezala me je z izolir trakom, kot vidiš, ne? In poslala v klet. Za potrebe tega pogovora me je spustila, potem pa moram nazaj, kjer bom čakal na sireno, ki bo označila konec nevarnosti. Je pa res, seveda, da smo začeli tudi z raznimi programi, tako imenovanimi varčevalnimi. Začel sem recimo s pranjem, ki sem ga omejil na minimum. Recimo že cel mesec imam gor iste gate, ker pa varčujem tudi s kurjavo, so te gate jasno dolge. Potem recimo brijem se sam, ne, enkrat na teden. Ta teden sem si obril eno polovico, naslednji teden pride na vrsto druga. Tudi strižem se sam, da tega nisem vešč, pa lahko opaziš potem, ker nosim kapo, za katero prisežem, da je ne snamem do naslednjih olimpijskih iger. Recimo za hude čase hočem biti tudi samozadosten, zato smo uredili vrt. Za začetek sem zasadil 12 konzerv pelatov. Upam, da bojo zrasli v krasen paradižnik, ki bo za razliko od tistega prekmurskega čisti gušt. Je pa res, da človek v tej izolaciji pride do marsikaterega spoznanja in resnice, in moje največje spoznanje, odkar sem izoliran, je to, da je osama Bin Laden največji terorist današnjega časa. Zato se moramo, ko bo svoboda končno nastopila, iti ven, jo objeti z obema rokama in zadihati na polna pljuča, dobesedno. Ampak predstavljam si, da ti kljub temu, kar počneš, še vedno ostaja kaj prostega časa. A imaš mogoče kakšno priporočilo? Ne bom te zdaj vprašal za kakšno nadaljevanko, recva kakšno dobro knjigo. Meni je v vseh časih, tako dobrih kot slabih, pomagala Polentarska polica od Steinbocka, in se mi zdi, da je to ena krasna knjiga, polna upanja, ki nikoli ne zamre. Za tiste, ki pa verjamejo v apokalipso, je pa dovolj že tvoja oddaja. Poslušaj, kaj pa meniš o naši vladi? A dobro delajo ali ne? Jaz dvomim v vse dobre namene vseh vlad, ne samo te, tudi prejšnjih in prihodnjih, ker prvo pravilo politike je, vedno delaj v dobro ljudi, dokler je to dobro, tudi v tvoje dobro. In seveda se bojim, da bomo spet išli kot poraženci. Predvsem samozaposlenim se ne obeta nič dobrega in pa temu privatnemu sektorju. Je pa javni sektor, ne, kamor spadaš tudi ti trenutno, ne, vam je pa itak vseeno. Vam ni hudega, ste na počitnicah, dobite pa plačano. Ja. Ampak smo si znižali honorarje, veš? Honorarni sodelavci na RTV-ju. Ja, to dam prav, ker si že prej niste zaslužili. Hvala lepa za tole poročilo. Matjaž Javšnik, bodi zdrav, ostani doma. Adijo. Kontra. Pazi nase, ker toliko star, ko izgledaš, itak ne boš dočakal.